Hvaležno pozdravljeni. Zadnjič sem bila na enem sejmu, ki me zanima, pa dom, pa to, pa kvaliteta bivanja, pa vse ostalo. In seveda tudi kvaliteta zraka. Saj sami veste, kako raziskujem, pa koliko ionov, pa zakaj, pa kdaj prezračevati, pa kdaj ne in vse te možne načine. In ugotovila sem, da je kvaliteta zraka, ki ga imamo doma, izjemno pomembna. Plesen, vlaga in vse te ostale stvari. Boljše, da ne začnem govoriti o številkah in o statistikah, ker vas lahko spravim v eno tako čudno stanje. Ampak kakorkoli že, danes bomo govorili o kvaliteti zraka. In poiskala sem krasnega človeka, takega srčnega, diplomirani inženir gradbeništva je sicer gospod Milan Kuster, ki ima zares ogromno informacij, kar se tiče prezračevanja. Nam bo zaupal kaj več o kvaliteti zraka. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Kadar omenim besedi kvaliteta zraka, dajte mi razložiti, kolikrat bi mi mogli odpreti vse, okna, vrata in prezračiti, kolikrat, enkrat na teden, fajn, ali kako, ali pa, kad nekdo zboli, pa pol, da se prezrači. Poglejte, za pravilno izmenjavo zraka v stanovanjih in hišah bi bilo potrebno vsak dan minimalno 5-krat po nekaj minut narediti prepih. To je dosti težko, sploh glede na način življenja, in takšne vrste prezračevanja je precej nekomfortno. Ravno zaradi tega je smiselno, da se vgradi prezračevalni sistem, ki namesto nas to počne enakomerno, kontinuirano, ne preveč, ne premalo, in potem zadeve funkcionirajo. Gospod, vas kličejo ljudje, kadar imajo težave z plesnjo, z vlago, oziroma nasploh, ko imajo kakšne sanacije in vse take stvari. Kaj se dogaja v slovenskih domovih? Je kvaliteta zraka problem? Mislim, da je kvaliteta zraka v slovenskih domovih eden največjih problemov v segmentu energetskih sanacij, ki se dogajajo zadnjih 5, nekatere že celo 10 let. Namreč problem je v tem, da ljudje napačno najprej menjajo okna, potem ojačajo fasado, in so si naredili neke vrste zrakotesen objekt. Faradayovo kletko. Točno. Jaz pravim temu včasih, da si dajo vrečko čez glavo, da bodo porabili manj energije. To je res, porabiš manj energije, ampak osnovna življenjska funkcija je dihanje in kvaliteta zraka. In te seveda ne more biti, če tako zatesniš objekt in ga seveda potem primerno ne prezračuješ. Pa še ena stvar mogoče zanimiva. Ne vem, zakaj bi sploh nekdo menjal okna za, ne vem, troslojna po neki RAL montaži, da bo ja čim bolj kvalitetno, če jih potem zaradi prezračevanja pri minus 20 stopinjah more 5-krat na dan odpreti. Potem več tukaj ne govorimo o prihrankih, ampak o zgubah. Če pa je poleg, bom rekel, torej poleg okn novih in poleg nove fasade tudi ustrezen prezračevalni sistem, potem pa je kompletna zadeva, ki funkcionira. Pa se vam zdi, da recimo kvaliteta tega zraka, ki ga imamo doma, zdaj ne vem, kolikrat na dan ljudje, to zdaj, ker ste me malo presenetil, 5-krat na dan po 3 minute, pa se manj kar za človeka zdravim življenjskim slogom, ampak ne, ni. Tudi med poletjem mi to ne uspe. Kaj šele po zimi, ko vsi govorijo, ne, pa glih je topel noter, ne more biti vse zaprto. Ampak tako me zanima, se vam zdi, da lahko govorimo tudi o zdravstvenih posledicah, če nimamo te zračnosti, ta prave v naših domovih? Absolutno. Mislim, da je zdravje tista ključna vrednota, ki je bistveno bolj pomembna kot pa sama energetska učinkovitost. Kadar ni ustrezne izmenjave zraka, so koncentracije radona previsoke, potem je vrednost CO2 proti kisiku previsoka, potem je zrak nasičen, v bistvu je zabasan z mikroorganizmi, ki enostavno se počasi absorbirajo v stene in jih mi potem vdihavamo. Na osnovi tega se potem ob ustrezni vlažnosti povečani seveda tudi tvorijo plesni, kondens teče po oknu, ljudje brišejo vsako jutro okenske police in tako naprej. Po domače povedano, ves zrak, ki ga mi dihamo, je potrebno, ko se iztroši, odpeljati ven iz objekta in pripeljati svež zrak. Pri prezračevalnih sistemih je to najboljše, ker ves zrak, ki pride v bivalni objekt, je še dodatno prefiltriran.
in pa seveda imamo različne možnosti tudi izkoristka toplote notranjega zraka, kar pomeni, da poleti pasivno hladimo, pozimi pa na nek način pasivno dogrevamo objekt ob tem, da se konstantno prezračuje. Hišo je treba gledati kot en organizem. Hiša mora dihati tako, kot človek diha. Če ne je bolana hiša in bolani so ljudje, ki v njej živijo. Gospod Milan Kuster, potem vi pravite, da bi morali imeti pravzaprav še prej kot novo okna in fajn fasado vsaka hiša prezračevalni sistem dober. To ne pravim samo jaz, to so trendi, ki so v zahodnji Evropi nekaj običajnega. Mi danes, ko se pogovarjamo o prezračevalnih sistemih, izhajamo iz tega, da je pač tehnologija gradnje šla naprej, tako kot pač se vse življenje razvija. Podobno je z avtomobilom. Pred 20 leti verjetno je bila klima v avtu totalen luksus. Danes pravzaprav ni avtomobila, tudi nižjega cenovnega razreda, ki ne bi imel nekega klimatronika, ki skrbi, da se uravnava temperatura in da se ti normalno pelješ in ne rabiš odpirati okn. Tako da danes tisti energetski svetovalec ali pa kolega inženir, ki trdi, da je odpiranje okn pravilen način prezračevanja, mu svetujem, da se vozi po svetu z starim spačkom in pri -20 odpre okno. Seveda, ta standard je danes drugačen, zato je prezračevalni sistem v stanovanju nekaj normalnega. Prvič, ni več to visoka investicija, to niso ne vem kako visoki stroški. No, recimo, koliko pa je to investicija? Lahko rečem, da kvalitetna podjetja iz tega področja, ki imajo res širok asortiman proizvodov, lahko ponudijo rešitve, ki so od, bom rekel, 700 evrov pa tja do 5000 evrov, seveda odvisno od tega, ali gre za garsonjero ali veliko stanovanjsko hišo. In pa ampak tipa da vemo tako prezračevanja. približen, se pravi tam od 700 do 5000. Absolutno. Je pa treba vedeti, da je to konstrukcijski element hiše. To ni televizija, ki jo kupiš pa zamenjaš. To je nekaj, kar je v stavbi, kar je integrirano v objekt in tudi višja vrednost objektov. Kaj pa recimo, vi ste zdaj rekli prezračevalni sistem, pa da je to investicija v bistvu ne samo tako energetsko učinkovito, ampak tudi za zdravje. Ampak ljudje ponavadi potem uravnavajo te stvari z razvlaževalniki pa z vlažilniki zraka. A to nič ne prispeva kaj bolj konkretno? Ja, prispeva, ampak škoduje. A res? Razvlaževalnikov zraka, ki so jih ljudje po nekaj 100 evrov kupovali v hipermarketih, absolutno ne priporočam. Razvlaževalnik zraka deluje podobno kot lakmusov papir. On na sebe veže vlago in mogoče prvi, drugi, tretji dan bo zrak v teh prostorih boljši, kasneje bo pa stimuliral prihod vlage skozi zunanje zidove na sebe, kar pomeni, da zaradi delovanja razvlaževalnika bo v zidu se kopičilo še več vlage. In to ima zelo škodljive posledice. Razvite države, Avstrija, Nemčija, Švica, absolutno že zadnjih 5 let tega sploh ne prakticirajo in tudi pri nas mislim, da so ljudje že ugotovili, da zadeva ni smiselna, ker moraš vsak dan odliti tam 10 litrov vode, ki jo potegneš iz zraka in to je preveč. Ampak zrak se dejansko, voda se dejansko ustvarja, Imamo eno razpredelnico pripravljeno za eno družino, koliko dejansko se vsega naredi, Se pravi, koliko vlage v gospodinjstvo s 4 osebami imamo, Se pravi, to je od 10 do 14 litrov na dan. Res je. Res je, količina vlage, ki se ustvarja ob običajnem življenju, je tja tudi do 15 litrov vlage dnevno, kar so precej velike količine. In zdaj seveda to nastaja za življenjem, za kuhanjem, likanjem, potenjem in podobnimi normalnimi opravili, ki jih imamo v življenju. In ključno je, da se zrak, ki se v stanovanju zasiči z vlago in tudi z mikroorganizmi in podobnim, odvede in se pripelje novega. Se pravi, če hiša diha, to ustvarjanje vlage ni noben problem. Problem je takrat, kadar mi ne prezračujemo, nimamo prezračevalnega sistema, takrat se ta vlaga absorbira v zidove in samo vprašanje časa je, kdaj pride do tiste tipične kritične točke,
kjer zidovi zacvetijo, kjer se začnejo neke pikice okrog okn kazati in potem kasneje gre zelo hitro. In mi včasih vidimo dejansko objekte stare leto, dve, pa tudi starejše, kjer so v otroških sobah plesni več kot metrske dimenzije in plesni je živa stvar. Plesen so mikroorganizmi, ki so izredno škodljivi za zdravje, ampak o tem lahko kak zdravnik več pove. Pa ljudje tudi to že vejo, po mojem. No? Ja, že vejo. Mislim, to je grozno. Jaz, ko sem brala te stvari, sem šla pogledat celo stanovanje, če slučajno kje kakšna plesen, pa na srečo ni bila. Govorili ste o tem, da je najboljša rešitev dejansko prezračevalni sistem. Jaz sem ženska, gospod Koster. Dajte vi meni povedati, kako to zgleda. Kaj, luknjo naredite v zid, ali kaj, mislim, kaj konkretno, ker jaz si pač ne predstavljam tega. Ja, možnosti je več. Najbolj običajna način vgradnje je decentralni prezračevalni sistem. To pomeni, da ga lahko vgradimo v katerikoli fazi gradnje, se pravi v nove hiše ali tam, kjer noter že živimo. Ni nobenih omejitev, ker tudi ni nobenih povezovalnih cevi med temi posameznimi enotami. Po fasadi, ali pa bom rekel po sobah, se smiselno porazporedijo ustrezni elementi, ki skrbijo, da skozi ene zrak noter prihaja, pri drugih ga ven vlečemo. Zdaj to je v 5 minutah mogoče težko celo logiko razložiti, ampak definitivno je namen vseh od higrosenzibilnih pa tja do tistih najbolj kvalitetnih z 100% rekuperacijo, ki so tudi za pasivne objekte. Kaj pomeni rekuperacija? Rekuperacija je v bistvu izraz, ki se popolnoma napačno uporablja. Ljudje si predstavljajo, da rekuperacija pomeni prezračevanje. Ja. Rekuperacija je fizikalni pojem, ki pove, da izkoristiš toploto notranjega zraka zato, da kasneje, ko se ciklus reverzibilno obrne, dogrevaš hladen zrak v zimskih mesecih, ki prihaja v hišo. Po domače povedano, če imamo mi v stanovanju 20 stopinj, ko zrak se samo iz stanovanja, se teh 20 stopinj skladišči v keramičnem izmenjevalniku in ko se ciklus obrne, je zunaj -10, noter prihaja zrak, ki mu tale izmenjevalnik daje temperaturo. In ne bo prišel noter z -15, pa tudi z 20 ne, ampak nekje za 17-18 stopinjami. Torej izkoristki najboljših tovrstnih prezračevalnih sistemov so danes že nad 90% z certificiranimi podatki in mi v praksi tudi vidimo, da zadeva tako funkcionira. Ok, razumem. Se pravi, če grem graditi hišo, tistmu, ki bo to gradil, mu v štartu povem, lej, ali že vejo to, no? Kaj novogradnje danes imajo seveda prezračevalne sisteme? Ne, bi bili vi presenečeni, koliko ljudi na to pozabi in se kasneje, ko se vselijo in imajo te tipične težave, odločajo za naknadno vgradnjo. To je v bistvu škoda, ker bi bilo ceneje, lažje in enostavneje zadeva vgraditi ob gradnji hiše. Ljudje, kar se tiče mojega podjetja, lahko rečem, poznajo princip delovanja, enostavno pošljajo tloris, razporeditev prostorov, to velja za novogradnje, pa tudi za sanacije. Mi na osnovi teh tlorisov naredimo izračune za vsakega stranko, individualen projekt, to je taki mini projektek, in pa ponudba točno, koliko bo to stalo, s katerimi elementi, koliko stane montaža, se pravi na ključ. Potem gre komercialist pogledati ta objekt, da preveri mikrolokacije pozicij, da ni nekje neke elektrike, ki bi jo lahko prebili in podobno. In kasneje, če se nekdo odloči, v enem tednu po odločitvi, kjerkoli v Sloveniji, ena izmed naših 17 monterskih ekip te zadeve vgradi. In vgradnja je zelo enostavna. Če zjutraj pride ekipa, popoldne ob 5 imate vi prezračevalni sistem, ki popolnoma v redu funkcionira. Pobrišete prah in to je to. Kaj pa spucajo za sabo? Spucajo za sabo. Eni boljše, eni slabše, ampak prah morate pa sami obrisati. Seveda pa ni nobenih vidnih poškodb, niti na notranjih stenah, niti na fasadi. Glede na to, da smo v 7 letih
z prezračevalnim sistemom opremili več kot 7000 slovenskih domov. Moram reči, da smo se tudi dosti pri tem naučili in danes lahko mirno rečem, da smo specialisti za prezračevanje. Prezračevanje, ki je torej ena stvar, ki jo ponavadi oziroma velikokrat ljudje pozabijo, ne? Ampak nikoli ni prepozen, se pravi, tudi če greš v neko sanacijo ali pa ne vem kakorkoli, lahko naknadno to narediš. Seveda, vse se da narediti naknadno, to je ravno prednost decentralnih prezračevalnih sistemov, kjer ni potrebnih povezovalnih cevi. In to lahko vgledate v katerikoli fazi gradnje. Se pravi, ni to zdaj, kakor da bi šel električno napeljavo zamenjati, ko moraš vse, ne? Ne, sploh ne. Posegi so, bom rekel, minimalni, z dobrim orodjem tudi neproblematični, za sabo se počisti, vse naprave za montažo avtomatsko istočasno, ko se vrtajo tele luknje, se sesa prah in tako naprej. In je pa zelo pomembno, da se obrnete na specialista za prezračevanje, kajti ni vseeno, kam te elemente locirati. Za optimalno delovanje je zelo pomembno, da je ta postavitev ustreznih elementov pravilna. Mi smo že večkrat videli napačne postavitve, ko so ljudje sami nekaj hoteli po svoje narediti. Se pravi, tukaj nič sam svoj mojster? Skoraj da težko. Boljše se je obrniti na nekoga, ki se na zadevo spozna, potem pa tudi upoštevamo logično želje nekih investitorjev okrog lokacij, ki so jim bolj všeč zaradi estetskega izgleda. Tle se da prilagajati, kljub temu pa neki osnovni principi so vedno enaki in morajo držati. Ne moramo mi zdaj zraka, se opravičujem, ne moramo zraka sesati v stranišče, iz umazanih prostorov ga moraš vedno odzračiti. V otroško sobo ga moraš pa dovajati. Če ta ciklus nekdo zamenja, je naredil si več škode, kot koristi. Kako preprosto je pravzaprav? Človek v osnovi rabi vodo in zrak. Res je. In pri tem zraku neviden je, a ne? Pa ga potem hitro pozabiš, da je pomembna vendarle kvaliteta. Ampak hitro pa vidimo, ne? Zadržimo zrak za 3 minute, pa vidimo, koliko je pomemben dejansko. Res, zrak je pomemben, vidimo ga, ne? Je pa vseeno, ga pa zelo občutimo, torej kvaliteto zraka. Ne samo na dolgi rok, to še prav posebej, ampak tudi na kratek rok. Poglejte, poprečna slovenska spalnica, ne? Ima približno 12 do 15 kvadratnih metrov, ne? To je 30 kubikov zraka. Če dva zakonca spita v spalnici po 4 urah, porabita veliko večino kisika, ki je potreben za dihanje. Hiša ni čisto zrakotesna, noben ne bo umrl. Neki pretoki minimalni zraka so še vedno. Ampak po 4 urah spanja pade tale vrednost kisika napram ogljikovem dioksidu, in absolutno ne moremo več govoriti niti o kvalitetnem spancu, ljudje se zbujajo slabe volje, ne? In mi imamo ogromno priporočil strank, ki napišejo, pravzaprav v začetku se nam je zelo smešno, ampak so napisali, pa kje ste bili tako dolgo, mi zdaj prvič normalno spimo. Po 2 dneh po vgradnji, ne? Pustimo mi, da smo jim plesno odpravili, pustimo mi, da odvečno vlago ven posesamo, ljudje se boljše počutijo. In to ni samo za stanovanjske objekte, to velja tudi za vrtce, šole, velja za pisarne. Mi smo prezračili vsaj 50 frizerskih salonov, masažnih salonov, yoga centrov, seveda tudi vrtcev, šol. V največji meri pa se ukvarjamo s prezračevanjem bivalnih objektov, stanovanj, hiš in podobnega. Se pravi, vsak prostor, notranji prostor mora biti prezračen, ustrezno prezračen. Seveda, tako je najbolj smiselno. Eno stanovanje ali pa hišo je treba gledati kot celoto, ne? In potem najti optimalno rešitev, ne? Da bodo vsi prostori ustrezno prezračeni. Krasno. A veste, če vi okno odprete, ne boste nikoli prezračili tistega, kar je za omarami v spalnici. To je tudi pomembno. Seveda, tam vi plesni ne vidite. Ponavadi ljudje omare omaknejo, pa jih glava boli. Zato pa pustiš, pa imaš mir, ne? Pustiš, pa imaš mir, ampak to dihaš, ne? Najlepša hvala, gospod Kuster, za vse te informacije, ki ste mi jih predali. Cenim, spoštujem in zdaj mi je malce bolj jasno, predvsem pa, zrak, kako zelo pomemben je. Tale trenutek, dajmo narediti skupaj en globok vdih, izdih in vse za štart, 5krat na dan po 3 minute, fajn prezračiti vse ostalo in dajte poskrbeti za zrak v vašem domu, kajti zrak je res osnova.
A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svetlepo.